Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Športni gost bomo govorili o jadralnem padalstvu in v naši družbi pozdravljamo Srečka Jošta. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Srečko, ko sem malce brala o vas, kaj vse ste že počeli, ste še kako povezani z jadralnim padalstvom, ste celo eden izmed začetnikov v Sloveniji, pa morda kar vi povejte, kako vse bi se predstavili. Ja, jadralno padalstvo v bistvu je dokaj mlad šport proti ostalim športom, ker se je začelo šele, ko so iz Francije pa iz Švice alpinisti prinesli prva padala iz hribov, s tem, da so prej začeli uporabljati padala z aviona in so jih priredili za letenje z hribov. Ta padala so imela res slabo drsno razmerje, se pravi, ni bilo nekih preletov, ampak letelo se samo navzdol. Kar se tudi še zdaj uporablja, recimo zdaj se kar velik trend, bi jaz temu rekel hike and fly. Se pravi, greš v hrib z lahko opremo na hrbtu in potem ne trpijo kolena navzdol in lepo odletiš navzdol in uživaš v naravi. Jaz sem začel leta 1989, smo bili samouki, ni bilo inštruktorjev, tako zdaj, ko smo inštruktorji. In takrat pač tudi manj znanja je bilo o meteorologiji, o aerodinamiki, kar je zelo pomembno za jadralno padalstvo. No, zdaj je pa to precej bolj urejeno, ker imamo tudi tečaje, pa lahko tudi ljudje dostopajo preko tečaja. Seveda je pametno, da ne greš po svojih napakah, ampak da greš v šolo jadralnega padalstva. Kako se je razvijalo jadralno padalstvo vse od leta 1989, ko se je torej vse skupaj začelo tudi v Sloveniji? Ja, takrat, tako sem rekel, takrat smo leteli samo navzdol, rekli smo od 12 do 3 je smrtno nevarno, ker je termika. In no, potem smo pa tudi so se padala, sposobnosti padal zelo izboljševale, tako da sedaj letijo padala res dobro in delamo res dobre prelete. Jaz jih imam recimo zdaj preko 200 km s povratkom okrog 10. Letos sem naredil 252 km s povratkom od Covriške planine do Dolomitov skoraj pa nazaj, tako da to je 9 ur v zraku. Ampak da prideš do te stopnje, je pa treba res precej let pa precej izkušenj in da ne greš prehitro v neke zadeve, se pravi, ne greš prehitro v prezahtevno padalo, ker padalo imamo tudi od šolskih do tekmovalnih po stopnjah. Imamo pa tudi potem pogoje, v katerih greš leteti, se pravi, spomladi v močno termiko moraš imeti veliko znanja, lahko pa lepo jadraš na večerni termiki, tako da je primerno za vsakogar, seveda je odvisno, kakšno stopnjo boš dosegel. Torej ste tudi inštruktor jadralnega padalstva. Zakaj vas je pa ta šport tako pritegnil in kako nevaren je? Ja, dobro, jaz sem diplomant fakultete za šport, tako da sem probal v mladosti res ogromno športov. Igral sem košarko skoraj profesionalno takrat tudi, ampak potem smo pa po študiju, ko sem se zaposlil, sem začel z jadrem na deski. Še v bivši Jugi sem tudi tekmoval po sam delu deske z malimi deskami. Je bilo tudi to na veter pa v naravi, ne? Tako da vse te stvari me privlačijo, kar je narava, so naravne sile. No in potem, ko se ta šport začel, tako sem povedal, smo začeli in sem nekaj časa kombiniral oboje, zdaj pa predvsem največ letim. Kar se tiče pa nevarnosti, sem pa že prej rekel, nevarnost je, mi imamo v Sloveniji zelo dobro šolanje, to pomeni, naše šole zelo dobre šole, inštruktori zelo dobro šolamo. Jaz sem tudi izpitni komisiji za jadralne padalce, za tandem pilote, pa tudi potem preverjam komercialne tandem pilote, vsako leto mora biti usposabljani v Sloveniji. Problem so tujci. Tujci recimo pridejo k nam z zelo malo znanja, neke skupine jih spuščajo tam ob 12 enih v najhujšo termiko in 90% nesreč bi rekel so tujci. Tako da to je treba malo res urediti v tej smeri. Zakaj pa je takrat največja termika? Kaj to pomeni po domače povedano? Termika, to je razlika v temperaturi, gradient. To pomeni spomladi predvsem, ko je sonce zagreje tla, gor v višjih plasteh je bolj hladno, se pravi so močnejša dviganja in predvsem na naših terenih, na zahodni del Slovenije, pa Karavanke, pa Vipavska dolina, imamo res dobre terene, sigurno v Evropi ene najboljših za prelete, pa za letenje. Ampak tako, kot sem rekel, takrat v takih urah pa v takih obdobjih je letenje kar zahtevno. Na kateri vaš polet pa ste najbolj ponosni? Ja, tako sem rekel, zdaj s tem, ko so se izboljševale sposobnosti pedal, tudi letimo vedno dlje. Tako sem že rekel, tile preleti preko 200 km, to so preleti s povratkom, recimo štartaš ob 9-10 zjutraj, preletiš nazaj ob 7 zvečer, narediš res dobro razdaljo. Mogoče mi je pa bil tudi najlepši prelet predlani, ko sem letel iz Bassano del Grappa, to je tam že kar daleč v Italiji nad Trevizom.
smo tam leteli, potem sem pač letel kar tam domov, v bistvu do Škofje Loke, ker tukaj potem Brnik ne moreš naprej. Tako da sem se pač iz letenja vrnil kar po zraku domov. Ali ste bili kdaj v nevarnosti? Ja, takrat od začetka smo imeli na neki stvari, mogoče malo trših pristankov, pa kaj takega, pa k sreči je bilo, ampak predvsem zaradi tega, ker sem rekel, smo bili samo uki, ne. In takrat smo se morali pač tudi mogoče na kakšni svoji napaki malo učiti. Drugače pa je padalstvo, bi rekel, zelo varen šport, čeprav je pa problem res včasih v medijih, da mediji izpostavljajo, mogoče en padalcev visi na drevesu, pa je takšen članek v rumenem tisku, ko so pa 4 mrtvi na cesti, je pa to tako normalno, ne. Kakšno pa mora biti vzletišče in kakšen mora biti prostor za pristanek? Ja, mi imamo k sreči tule okrog, bi rekel, celjske okolice po Sloveniji, imamo kaj ogromno vzletišč, vzletnih točk pa pristajalnih mest, ki jih seveda urejamo, da so vzdrževana, da so varna. Mi imamo recimo okrog Celja sigurno 20 vzletišč, okrog 20 km na različne vetrove, po različnih višinah. Imamo tudi poligone, šolske poligone, Golovec, Prebold, Šoštanj, Grobelno, tako da res lahko tečajniki tam začnejo, predvsem ta ground handling vaje na tleh najprej. Drugače pa se odločimo sproti, glede na napoved, že približno en teden naprej vemo generalno napoved, potem 2-3 dni prej pa že vemo skoraj sigurno, da rečemo, čez 2 dni, 3 dni bomo šli pač leteti tja, tam bo najboljše. A so vam kdaj recimo ptiči ponagajali v zraku? Niso ponagajali, ampak se zelo družimo, to so res zanimive zgodbe, to težko je povedati, kako to doživiš, ker je fantastično. Recimo pri teh dolgih letenjih po Sočiju, pa naprej v Italijo se mi pridružijo beloglavi jastrebi, to imajo 2,5 metra čez krila, skupaj jadramo v stebru, takole na par metrov, ali pa se srečaš na par metrov z njim, z orli, in ni nobenega problema, da bi se plašili, da bi se motili. Kdo pa je lahko jadralni padalec? Tako na prvi pogled bi rekli, da ne sme imeti strahu pred višino. Jaz osebno moram priznati, da na 10-metrski stavbi, 15-metrski na robu bi težko stal, da se ne bi držal. Tu je pa drug občutek, tu imaš pa pod sabo 2000 metrov, je pa isto, ko bi tamle v stolu sedel. Tudi se počasi prilagajaš na višino, ker začneš z nižjimi štarti, nižjimi poleti. Tako da primerno je za, jaz bi rekel, najbolj važna pametna glava. Pa neka telesna pripravljenost, to pomeni po našem pravilniku je, da lahko se začne z 16 leti, 15 leti, recimo fanti ali punce te starosti, s 16 lahko grejo na izpit. Pa imamo pa tudi člane, ko so že tudi okrog 70, če bom jaz tudi kmalu že. Pa imamo tudi enega zanimivost v Trstu na Socerbu, Tržačan, tržaški Slovenec, leti na Socerbo, to je nad Trstom vzletišče. Možakar je star 94 let, leti redno, jadra, aktiven, kar se tiče jadralnega padalstva. A pa je to bolj moški šport ali tudi dekleta jadrajo? Tudi imamo nekaj deklet. Imamo deklet, mogoče bi rekel, v naši zvezi za prosto letenje je približno 1100 članov, od tega je po moje tam nekje 60-70 žensk. Zveza za prosto jadranje, ste rekli? Prosto letenje Slovenije. Pa malce povejte o tem zvezi, torej kakšen je namen, kaj vse se počne? Ja, mi smo društva, klubi v Sloveniji smo se združili v to našo zvezo. Jaz sem tudi bil predsednik 4 leta, pa podpredsednik, pa ogromno stvari še zdaj pomagam. Mi predvsem skrbimo za sodelovanje z javno agencijo za civilno letalstvo pri spremljanju pravilnikov. Recimo takrat, ko sem bil predsednik, so hteli nam dati registracije na padala tako kot na avion. Pa je to v bistvu športni rekvizit. Cela Evropa ni imela, ampak naši vrli, ne vem kdo, so se spomnili, da bi to moralo biti. Pa take stvari, se pravi, da imajo piloti, ki pridejo nekam leteti, da imajo urejene zadeve, da se ne ukvarjajo z nekimi obrobnimi stvarmi. To je predvsem, pa tudi izdajamo revijo Ikar, svojo glasilo, tudi strokovne članke in izobraževanje članov in take zadeve. Kakšna je pa vaša vloga v društvu Albatros? Ja, društvo Albatros smo osnovali leta 1995, nas je okrog 50 članov. Jaz sem od začetka že pač bil med ustanovitelji pa predsednik ves ta čas. Imamo pa kar, bi rekel, v Sloveniji
se lahko hvalimo, da smo klub, ki je upravil od leta 2003, ko prijavljamo poletje na splet, imamo največje število poletov v Sloveniji, naš klub. Potem smo recimo letos prvi v preletih ekipno v Sloveniji, se pravi slovenski piloti iz slovenskih letišč. Jaz osebno sem drugi. Imeli smo zmagovalca X Slovenija, to je Hike and Fly, recimo 3 dni tekmovanja v hoji in letenju na določene točke obratne. Bili smo zdaj pred kratkim drugi na državno prvenstvo točnosti pristajanja. Kaj to pomeni? Točnost pristajanja je disciplina, kjer zletiš iz nekega hriba, lahko tudi na vitlo se potegne in potem ciljaš v točko. Se pravi, da imaš elektronsko tarčo, 0 je 2 cm, če zdeneš 0, potem se meri elektronsko do 20 cm, ostalo pa do 2 metra se potem meri. In so res, jaz sem tudi selektor naše reprezentance, zdaj gremo ravno kar v Albanijo, imamo Evropsko prvenstvo. V zadnjih 5 letih smo bili na Evropskem prvenstvu enkrat prvi, enkrat tretji, na svetovnem prvenstvu smo bili tretji. Tako da imamo lepe uspehe, tudi posamične medalje. In je res konkurenca zelo huda. Recimo v 6 serijah je skupni rezultat, ne vem, 5 cm, 6 cm zmagovalca. Bi radi še več podpore, glede na to, da je, ko govorimo o športih, najprej omenimo kolesarstvo, nogomet, košarko, jadralno padalstvo, kot ste rekli, izredni uspehi, ampak morda ni tako popularno, tako cenjeno na prvi pogled. Ja, predvsem je odvisno tudi od medijev, koliko mediji, jaz vem, da recimo, ko je bilo padalstvo iz letala, ko smo imeli ekipo, mogoče se spomnite, Irena Obl pa tista generacija, podobne uspehe so imeli kot naša reprezentanca, recimo, ampak oni so bili skozi v medijih, na televiziji, v časopisu, vse posod. Ti rezultati mogoče sami premalo delamo na tem, da bi dali te rezultate bolj promovirali, ki jih dosegamo, ker imamo tudi vrhunske pilote, tako sem rekel, v točnosti pristajanja, tudi v preletih. Recimo letos so bili v preletih tretji naša reprezentanca na Evropskem prvenstvu v preletih. Tako da te zadeve, ja, mogoče bi lahko bile še malo bolj znane ljudem, da je to res ta šport, lep šport pa varen šport. Kako drag šport pa je jadralno padalstvo in katera je obvezna oprema? Ja, osnovna oprema za jadralno padalstvo je pač jadralno padalo. Imamo tu letalni sedež, reševalno padalo, ki je zloženo v letalnem sedežu, čelada. Dobro, pozneje pridejo zraven še kakšni inštrumenti, višinomer, variometer, čeprav so zdaj to vse aplikacije na telefonu, da rabiš posebej inštrumentov. Okvirne cene padal so, tako sem rekel prej, padala so od šolskih do tekmovalnih, so nekje od 2500 do 5000 evrov nova. Sedeži letalni so tudi od 500 evrov, taki navadni, mi potem na preletih letimo res v takih ležečih sedežih, ko počivamo noter, smo tako v takšnem kajaku. Tako da so tudi tisti precej dražji, tam nekje do okrog 2000 evrov. Potem je reševalna padala tudi nekje okrog 500 evrov. Zdaj lahko se tudi dobi kaj rabljenega, ampak je pa pametno, da to skupaj z inštruktorjem poiščemo, ker odvisno koliko je ta oprema rabljena, v kakšnem stanju je. Tako da tole, kar zdaj vidite v tem prostoru, se bo delali tehnični pregledi, tudi padal pa vseh ostalih zadev. In potem je treba ugotoviti, kakšno stanje je oprema. In najlažje. In tudi normalno je predpisano, da tudi svojo opremo moraš nekje na določen čas narediti tehnični pregled. Če je seveda izpravno, tako kot avto. Ja. Najbolj pomembne pa so tele vrvice, da so pravilno speljane. Koliko sploh je vrvic? Ja, te vrvice na padalih so, zdaj jih je v začetkih zelo veliko. Ampak to je bila mreža, ki je imela veliko opor v zraku. In ko se je padalo, sposobnosti padal so se izboljšvala, je šlo tudi zmanjšalo se število vrvic z diagonalami, ki so noter v padalu. Potem tudi imamo tudi oplaščene pa neoplaščene. In zdaj res na sposobnih padalih je zelo malo vrvic in zelo tankih, tako da človek ne bi verjel, ampak ena taka vrvica tanka zdrži 100 kg obremenitve statične. Ne? Ena vrvica. Ja. Čisto za konec pa se morava dotakniti še tistega,
kar je namenjeno tudi nam, ki bi radi le uživali v jadralnem padalstvu, pa seveda nimamo pojma, kako se stvarim streže, torej o letenju v tandemu. Koliko takih letov je že za vami? Ja, jaz sem upravil, prej ko smo šolanje pogovarjali, sem izšolal okrog 200 pilotov, kar se tiče pa tandemov, pa sem odpeljal približno 700 tandemov, od tega bi rekel, da 90% žensk. So bolj korajžne, ne, premislili se ne. Dogovorimo se res prej, da gremo v lepem vremenu, ker to je tak šport, ne moramo iti tako recimo igrati nogomet, ko malo dežuje od zunaj. Se pravi, da res se splaniram, ko je vreme, pokličem takrat in gremo tudi, da kaj pojadramo, da ne gremo samo navzdol. In so res vsi potniki uživali in tudi povedali naprej, da je to zelo lepa stvar. In kot ste rekli, smo ženske bolj korajžne, tako da Srečko, najlepša hvala za današnji pogovor, uspešno še naprej in morda smo danes koga navdušili, če ne drugega, da podpira in si ogleda kakšno tekmovanje jadralnega padalstva. Hvala. In tudi vam hvala, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje.